Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes je vlada po besedah župana Hrastnika prvič imela svojo sejo v Zasavju in z velikim veseljem povem, da ne bi mogli izbrati boljšega kraja, boljše regije in obiska boljšega podjetja za to, da predstavimo zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. To je zakon, ki smo ga danes na vladi tudi potrdili in bo zdaj šel v parlamentarno proceduro. Namen tega zakona je večplasten. Na eni strani nižja obremenitev izplačil tistih podjetij, ki imajo dobiček, izplačil delavcem na 3 možne načine, ali v obliki denarja ali v obliki lastniških deležev. Še bolj pomembno kot to, se pa meni zdi, da na ta način ne samo, da dobijo delavci zaslužen denar in so udeleženi pri rezultatih svojega dela, ampak lahko skozi tak mehanizem tudi izrazito krepimo pripadnost delavcev podjetjem. V bistvu zmanjšujemo vrzel, ki se pojavlja na eni strani med delodajalci in delojemalci, poskušamo, da vsi delajo za isti cilj in da so o tem ustrezno potem tudi nagrajeni. S tem zakonom si upam trditi, da ob ostalih 2 zakonih, prvi je zakon o lastniških zadrugah in drugi je tudi zakon o obvezni božičnici, poskušamo zaokrožiti celotno področje, ki se začne pri univerzalnih pravicah, kot je božičnica, potem pa gre preko lastniških primerov in pa udeležbe na dobičku na način, da kapitalistično okolje, ki je včasih zelo surovo, kjer ima lastnik praktično prvo in zadnjo besedo, poskušamo spet preobraziti na način, kot že deluje v podjetju, kjer smo danes na obisku. Podjetje Devesoft nam je bilo v marsičem navdih, ne da smo želeli zakonodajo čisto krojiti po njihovem vzoru, ker so že daleč pred tem, ampak v navdihu to, kako še ostala podjetja ali pa večino ostalih podjetij v Sloveniji spraviti vsaj na to pot. Vsak se bo potem pa sam odločil, katera pot pa najbolj odgovarja. Jaz verjamem, da s tem, ko se bo res delavce in vodstvene kadre zbližalo pri doseganju skupnih ciljev, bo lahko tudi podjetja potem ustvarjala še boljše rezultate in nenazadnje, kot smo se danes prepričali v Zasavju, tudi vračala več v lokalno okolje. Hvala lepa, minister Han, izvolite podrobnosti. Hvala lepa. Najprej ne povem, da kapital brez idej in brez znanja v bistvu je mrtev kapital, zato sem vesel, da smo po 2 letih usklajevanja na nek način zakon spravili na vlado in ga sprejeli in ga svojo proceduro. Jaz bi se zahvalil tako sindikatom, kot tudi gospodarstvenikom, ki so pri tem sodelovali in pa seveda na vladi vsem ministrstvom. Ključno je, da v bistvu ta zakon, ki govori o participaciji delavcev pri dobičku, ki ga že enega imamo, pa enostavno ni zaživel, naredimo bolj življenjski, če lahko tako rečem. Na kratko bi rad povedal, da bojo lahko lastniki podjetij 33% svojega dobička razdelili med zaposlene in sicer zaposleni bojo v tem primeru plačali 30% davka in bo seveda to na nek način relativno ugodno, glede na zdajšnjo situacijo. V bistvu s tem bomo dosegli, kar se tiče tega, da bo zaposleni, ki so motor podjetij, lahko na letni ravni imeli, če se bodo tako dogovorili, večjo plačo. To, kar je rekel tudi gospod Knez na sestanku, s tem jih bomo lahko na nek način obdržali, ker vi veste, da kadri so ta moment problem. To je en del, to je ta shema. Drug del je seveda, kar se tiče delniške sheme, ki seveda na dolgi rok obdržijo delavce na nek način v podjetju. In to so ključne zadeve, ki smo jih seveda sprejeli. V sami fazi sprejemanja bomo videli, če bo potrebno še kakšno zadevo na nek način korigirati, ampak mislim, da smo danes naredili relativno dobro nalogo. Zdaj pa še ustanovitelj in predsednik Devesofta, gospod Knez, potem pa novinarska vprašanja.
Ja, z moje strani sem dejansko zelo vesel tega obiska. Mislim, da smo ustvarili en tak zelo konstruktiven dialog. Zelo pomembno za Slovenijo je, da v prihodnosti nekako ustvarimo okolje, ki bo konkurenčno, ki bo zanimivo. Zdaj se mi zdi, da na tem področju moramo še kar precej narediti. Nekako moja glavna misel tega sestanka je, da moramo vzpostaviti spoštovanje in zaupanje, da če spoštujemo športnike, če spoštujemo ne vem, zdravnike, gasilce, potem pogledamo, kakšno je spoštovanje do gospodarstvenikov. Jaz verjamem, da v zadnjih letih se zelo to je povišalo, podjetništvo, podjetnost je pozitivna. Če pogledamo spoštovanje do politike, je pa zgodba mogoče malo drugačna, ampak se mi zdi, da če želimo v Sloveniji napredovati, da moramo ustvariti tudi spoštovanje in zaupanje do politike in ustvariti en tak konstruktivni dialog. Tudi pri tem zakonu, ki je zagotovo dober, se zdi, da še zmeraj obstaja nek element strahu, kaj pa če bo, in potem iz tega pridejo določene omejitve, ki potem postavljajo podjetjem previsoke ovire za to, da zadeva zaživi v praksi. Tako da jaz upam, da bomo v prihodnosti naredili še korake naprej, zato da bo Slovenija ostala in postala uspešna. Lili Pušnik, STA. Mene zanima glede tega zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku, ali ste usklajeni z gospodarstvom in ali pričakujete manj trend, kot je bilo pri božičnici? In še drugo vprašanje, nevladniki vas pozivajo k preklicu platforme za umetno inteligenco, ali boste to storili? Kar se tiče usklajevanja tega zakona, moram reči, da smo ga 2 leti usklajevali, najprej zelo interno med gospodarstvom in sindikati in ja, jaz mislim, da je ta zakon dovolj usklajen, da nasprotovanju ne bo. Moram najprej na temo gospodarstva. Jaz sem prepričan, da vsak korak, ki ga ta vlada naredi v smeri krepitve sodelovanja, je pozitivno sprejet. To ni prvi korak, ravno obratno. Že v času energetske krize smo imeli zelo aktiven in dialog in pomoč gospodarstvu v času poplav. Tudi danes, v času padajočih naročil, smo sprožili shemo skrajšanega delovnega časa in še naprej. Imamo ogromno razvojnih spodbud. Jaz mislim, da to, kar je rekel ustanovitelj in direktor Devesofta, je nekaj, na čemer se moramo zamisliti. Takrat, ko vstopamo vsi v odnos s spoštovanjem in zaupanjem, potem lahko gradimo skupno prihodnost. Včasih se mogoče preveč slišijo tiste besede, ki so po nepotrebnem konfliktne, se pa ne sliši vsega razvojnega. Zato bom jaz vedno raje govoril o razvojnih delih in se odzival sicer na vprašanja o konfliktih, ampak konflikti niso nikoli tisti, ki so dominantni v teh razgovorih, kot se je tudi danes videlo. Glede pozivov na platformi, priznam, da ne poznam teh pozivov, pa verjamem, da tudi ti, ki pozivajo, mogoče ne poznajo najboljše, kaj je namen. Trenutno potekajo pogajanja o tem, da bi Slovenija vzpostavila nacionalno platformo. Glavni namen nacionalne platforme je varen dostop in skladiščenje naših podatkov. Danes, kdorkoli dela z umetno inteligenco, pa večina nas, je žal obsojena na to, da so naši podatki prosto na razpolago neznanim osebam. Glavni namen nacionalne platforme je, da se ta dostop do podatkov zameji in da ne morejo z njim razpolagati multinacionalke, ampak samo uporabnik sam. To je namen. Zato pravim, da najverjetneje ti, ki pozivajo proti temu, mogoče se ne zavedajo, da ravno z vzpostavitvijo take platforme bomo bistveno dvignili zaščito posameznika, podjetja in javnih storitev.
Gospod premijer, v Zasavju smo, naša regija je tista danes, pod katero vse točke spadajo. Kaj si lahko Zasavci obetajo od vašega obiska, od celotne vlade, kakšne konkretne spremembe, zadolžitve, ki se bodo zgodile v naslednjih dneh? Mogoče pa še drugo vprašanje, pa vezano na nov zakon, kdaj bo stopil v veljavo oziroma kdaj se pričakuje? Torej, vse seje, ki potekajo na regijskem nivoju, imajo obe komponenti. Imajo lokalno komponento in imajo nacionalno. Zakon spada v nacionalno, smo pa namenoma ga želeli predstaviti prav tu, ker je Zasavje, hočete nočete, eden od pionirjev na področju delavskega solastništva in tudi udeležbe delavcev pri rezultatih svojega dela, pri svoji ustvarjeni dodani vrednosti. Konkretni projekti z župani sledijo po tej tiskovni konferenci, ko imamo skupno kosilo, tako da bomo kasneje o tem več govorili. Konkretno govorijo, tekla bo debata tudi o zakonu o skladnem regionalnem razvoju, kot enim od primarnih orodij, s katerim bi lahko naslovili spet ne samo Zasavja, ampak vse tiste regije, ki so v razvojnem deficitu. Kasneje imamo pa popoldan tudi nekatere zelo konkretne projekte, kot so obisk doma za starejše občane in pa tudi izven regije pa otvoritev ene od bolnišnic. Ta obisk je bolj pomemben tudi zaradi tega, ker smo se lahko danes vsi prepričali, da Zasavje po dolgih desetletjih, ko je bilo zaznamovano s težko industrijo, še posebej pa z premogovništvom in proizvodnjo električne energije, danes tudi po zaslugi naprednih podjetij, kot je Devesoft, stopa na neko novo pot, na pot naprednih tehnologij. In da je to v resnici edina prava pot tudi za ostale regije, ki zaostajajo, pravi, da ne, da poskušamo s klasičnimi tradicionalnimi pristopi razvijati regije, ki so v zaostanku, ampak uporabiti čim več dobrih praks, ki so se v Zasavju že pojavile, zato da razvijamo tudi preostanek Slovenije. Prišli smo se tudi učiti. To je to, kar želim povedati. Mogoče se pravičujem, samo še eno vprašanje. Glede regij, ali ostajajo enake regije, kako je s statističnimi regijami? Vsake toliko let se to spreminja, že večkrat je bilo na državnem nivoju, da se bodo ene občine priključile. Recimo Zasavju se je občina Litija priključila nedavno, iz 3 občin 4, še vedno smo najmanjša regija. Ali se na tem področju obeta karkoli? V tem mandatu zagotovo ne. V tem mandatu potekajo predvsem razprave o tem, kako bi razvojnim regijam dali več pristojnosti. Ne ukvarjamo se s številom, želimo prenesti nekatere pristojnosti iz državnega nivoja na razvojne regije. Šli bomo postopoma v korakih in zelo skrbno spremljali rezultate. Ja. Najprej za ministra za gospodarstvo eno vprašanje, in sicer včeraj se je iztekel rok za prijavo podjetij na razpis za produktivne naložbe iz sklada za pravični prehod. Koliko časa bo zdaj trajalo, da bodo podjetja, verjetno je med njimi tudi Devesoft, izvedeli, ali so bili na tem razpisu uspešni ali ne? Za predsednika vlade pa predsednica države se ne strinja z izbirom 4 kandidatov za veleposlanike, poziva vas, da ta imena umaknete, torej jih ne potrdite, boste to upoštevali ali ne, in pa kdo so ti 4 in ali zaupate v njihovo strokovnost? Kar se tiče razpisa, jaz sem zadovoljen, da smo ga ponovili, da smo na nek način spoznali, da v prvem razpisu niso bile zadeve vse urejene. Zelo sem bil zadovoljen, da smo ga lahko podaljšali za 1 leto, se pravi tudi izvedbo za 1 leto, da je to Evropska komisija nam dovolila, in zdaj ne bom napovedoval, ampak jaz si želim, da bojo strokovne službe to res realno zdaj pogledale, ocenile in da bo ta Zasavska regija in Šaleška regija dobila predvsem da bo podjetja dobila tista, ki bodo dvignila produktivnost in omogočila nova delovna mesta. Ne bi pa rad napovedoval ta moment datumu, ker je to neodgovorno. Hvala. Ta zakon gre zdaj danes, glede na to, da je bil sprejet na vladi, ga bomo spravili v državni zbor, potem pa po proceduri jaz verjamem, da ga je moč spraviti v roku 1 meseca v življenje, v državnem zboru. Je pa problem ta moment, veste, v kakšnih časih smo, veliko zakonov je v vrsti in to bo zdaj tudi kolegi državnega zbora mogel odločiti, kdaj bo ta zakon prišel na odbor. Hvala.
Na vladi smo danes potrdili paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Ta paket je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsi kandidati so prestali vse potrebne, ne samo vsa potrebna preverjanja, ampak tudi intervjuje na posebni komisiji, ki je odločala o njihovi strokovnosti. Politika o tem v resnici sploh se ne bi smela soditi. Obstajajo strokovni organi, ki se s tem ukvarjajo na ministrstvu. Moram pa povedati, da sem presenečen predvsem na tem, da se postopek, ki je do zdaj vedno v zgodovini Slovenije potekal tajno, da je začel danes o tem nekdo razpravljati v javnosti. To je za moje pojme posebno neprimerno. Po drugi strani pa tudi ne verjamem, da ima predsednica kakršnakoli ustavna pooblastila, s katerimi bi določala vladi, o čem sme ali ne sme odločati. Mi smo bili pri svojem odločanju danes avtonomni in smo sledili strokovnim predlogom Ministrstva za zunanje zadeve. Kot rečeno, zdi se mi popolnoma neprimerno do kandidatov, ki se bodo v vsakem primeru na naslednji fazi morali predstaviti na odboru za zunanje zadeve v parlamentu in res se mi zdi neprimerno v tej fazi o njihovih imenih razpredati, še posebej ne z slabšalnimi pridevniki, kot počne predsednica. To je nespoštljivo do kandidatov, ne do vlade. Gospod premier, še na to temo eno, ali drži, da ste na pogovorih s predsednico dejali, da razumete njena stališča in da se z imenovanjem ne mudi, češ da je treba pač najti najprimernejše kandidate? Glejte, že to, da nekdo razlaga o tem, kaj se je pogovarjal, se mi zdi nepotrebno, ne bom komentiral. Nikoli ne komentiram individualnih pogovorov, ki jih opravljam na štiri oči, tudi to, kad jih ne bom. Kaj pa morda pričakujete? Predsednica je rekla, da morda ne bo podpisala tega ukaza o imenovanju, če bodo te omenjeni v tem paketu. To je njena avtonomna pravica. Do zdaj se je zgodilo v zgodovini Slovenije enkrat samkrat, da za enega kandidata predsednik Tirk, mislim, da je bil takrat, ni podpisal. Kot rečeno, vsak od nas je samostojen pri svojih odločitvah in nosi seveda tudi odgovornost zanje, ne more se pa vpletati. Tako kot se jaz nimam namena vpletati v postopke, ki jih vodi predsednica, se mi zdi nenavadno, da se poskuša ona vpletati v postopke vlade. Zato zagotovo nima ustavnih pooblastil. Še glede zakona o udeležbi zaposlenih v pridobičku. Vemo, da je bil ta zakon 2 leti v predalu. Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo nikakor nista našli skupnega jezika, kompromisa, da bi ta zakon šel v obravnavo. Ali je naključje, da ste zdaj zakon potrdili nekaj mesecev pred volitvami? Jaz mislim, da je bil zakon ne v predalu, ampak v aktivnem usklajevanju tudi na ekonomsko-socialnem svetu. Zakon je bil usklajen z vsemi deležniki, tako z delodajalci na eni strani kot z delojemalci. Tisto, za kar se je na koncu, kar se je v zadnjih tednih dogajalo z zakonom, bilo predvsem, kako postaviti posamezne varovalke pa stopnje. To je pa interna zadeva med ministrstvi, potem ko je samo bistvo zakona bilo usklajevano na najširšem možnem nivoju. In ta usklajevanja vedno zahtevajo čas, če želimo priti do rešitev, ki jih podpirajo vse strani. Ja, in pomembno nam je bilo, da smo prišli z rešitvami, ki bojo imele čim širši konsens, ker želimo, da se zakon začne tudi izvajati. Dve vprašanje še. Glede dolgotrajne oskrbe, je tu karkoli novega? Ste bili danes samo seznanjeni s poročilom in kako ste zadovoljni s sedanjim potekom? Vemo, da se morajo oskrbovanci seznaniti s posameznimi ocenami. Bo to po vaše izvedljivo do teh januarskih položnic? O tem sem sicer govoril v petek, pa z veseljem povem še enkrat. Tudi danes bom na obisku v domu za starejše občane, popoldan, ravno z enim namenom, da se v neposrednem dialogu z vodstvi DSO-jev prepričam, ali aktivnosti znotraj DSO-jev potekajo na način, da bodo položnice, ki bodo prišle 8. ali pa 10. januarja, odvisno od DSO-ja, dejansko tudi nižje in da bojo v njih pravice vseh stanovalcev oziroma skrbovancev spoštovane. Zaenkrat, potem, kar sem dobil informacije, mi zagotavljajo, da bojo postopki izvedeni. Kaj bom zvedel popoldan, vam lahko povem popoldan. Pa še za gospoda ministra, povejte, kako zadovoljni ste vi zdaj s tem zakonom? Vemo, da ste morali na pobudo finančnega ministrstva uvesti nekatere varovalke. Katere so to in ali ste vi kljub temu zadovoljni s tem zakonom? Jaz sem zadovoljen s tem zakonom. Jaz pravim, v življenju so seveda različne poti.
zakon vsak je živ. Mi imamo že en zakon sprejet glede udeležbe, pa smo videli, da ni funkcioniral. Mi ga bomo seveda čim prej sprejeli, da pride v življenje in tako kot v življenju, če bomo videli, da ni čist zadev tisto, kar želimo, ga lahko spremenimo. Drugače pa jaz se še enkrat zahvaljujem vsem socialnim partnerjem in seveda vsem ministrom, ki smo sodelovali pri tej zgodbi. Ni bila enostavna, ampak evo, zakon imamo, to je pomembno.